Preden pa štartamo zares z oddajo, pa se spodobi, da čestitamo Raven, da se je uvrstila v finale Eurosonga. To pa ni bilo švoh. Hud komad. Zdaj, kdaj ste bili nazadnje toliko veseli kot slovenska ekipa, ko so prišli v finale? Jaz si predstavljam, da je takole v vsakem slovenskem gospodinjstvu potem, ko si ogledajo našo oddajo. V glavnem, vsi tukaj na oddaji ta teden držimo pesti za Raven in obljubljamo, to pa res slovesno obljubim, da če zmaga, da bom poslej v oddaji pozdravljal samo še obljubim, ker to je v mojem slogu. Kaj, to je kača, ne? Če prav razumem. Ali kaj to naredi? Včasih sem imel mačko. Zdaj imel pa obljubim, drugač. Ste spočiti? Ja? Pripravljeni na nove izzive? Počitnice konc, praznikov je konc, gužve na cesti... Ne, gužve na cesti je še zmer. Česa je še konc? Vem, čakanje na podelitev nagrade Bedak tedna je konec! Prav ste slišali v oddaji, ta teden bomo prvič v zgodovini, koliko 10 let, bomo prvič podelili nagrado Bedak tedna za izjemne dosežke na področju pomanjkanja intelekta in vse splošne neumnosti med 2. in 9. majem. Ok, all right! Poglejmo si prvega nominiranca. Nominiranec številka 1, naš eden in edini korespondent Luki. Zakaj ni zraven takoj ostala še ena gospa, pa en gospod, pa ena mama, pa rekla, ja, prav je, mi bi tudi radi imeli mir na avtobusu. A veste, zakaj ne? Zato, ker tudi ona gospa govori na zvočnik po telefonu s svojo prvateljco Magdo in govori, da joj kolk jo boli, pa nekaj takega. Vse v redu? Oh my god, naš sodelavec! Očitno je Akademija Bedak tedna razpoznala njegov doprinos debeliji. Ker se res trudi, morate priznati. Kaj ne rečem, ponosni smo, bravo Luki in držimo pesti. Dajmo pogledati, kdo je nominiranec številka 2. Nominiranec številka 2. Sodelujoči pri pretepu na veselici Vitanje. Tesno bo. Tle, ker enih par kandidatov. Še posebej tako ritko kaže. Še en heroj, ja? Oziroma kar par jih je. Kateri je vaš favorit do zdaj? Luki ali tele? Luki debil tedna. V glavnem, še malo moramo počakati, imamo še enega. Poglejmo, kdo je nominiranec ali nominiranka. Številka 3. Nominiranec številka 3. Gospod, ki je igral harmoniko na primorki. Tam pa kar naskok. Tako velikega bedaka, pa tudi že v tej oddaji nismo imeli. Pa smo kar specializirani za iskanje bedakov, moram reči. Dajmo pogledati, kdo je zmagovalec. Režija mi je pred začetkom da na tale listek, kjer piše napeto je. Ali lahko nekdo da bobne? To. Bedak tedna, komu gre v roke? Ne morem verjeti. To je gospod, ki je igral harmoniko na odstavnem pasu! Bravo! Čestitke, gospod. Nagrada. Bedak tedna vas čaka tu na sedežu televizijo. Lahko jo prevzamete kadarkoli. Vesel sem, ko gredo nagrade v prave roke. Res. Vi. Tako da, Luki, še malo se je treba potruditi.
Ampak danes je nova oddaja, nova priložnost, ko da boš imel pol priliko pokazati. Mi pa dajmo zdaj začeti z oddajo, veliko pomembnega. Sam zafrkavamo se nekaj. To je informativna oddaja. Oziroma, kaj piše v sporedu? Informativna oddaja. Začenjamo pa s počitnicami politikov. Vas zanima, kje so počitnice preživeli naši vrli politiki? Ja? Če bi rekli ne, bi me zdaj tako zaribali. Kaj bi šlo 5 minut, bi mogel preskočiti vse to. Dajmo najprej pogledati, kje je počitnice preživel prvi minister v slovenski vladi, na katerem celo pravijo premier. Premier Robert Golob se je s partnerico Tino Gaber odločil za križarjenje po Sredozemlju. Med drugim sta bila tudi v družbi komika Ranka Babiča. Preživeti dopust ujet na ladji z Rankom Babičem. No, če kaj vemo zdaj, vemo, da je naš premier očitno tudi mazohističen. To je pa malo tako, ne moreš pobegniti, razumeš? Ti vice govori, nimaš kam iti. Si ujet. Pojmo naprej, kje je dopust preživel vodja opozicije? V senci ali na soncu? Predsednik največje opozicijske stranke Janez Janša je, kot mu je ljubo, tradicionalno plezal v slovenskih hribih. Boljš, naporno, ampak boljš. Ker če v hribih srečah kakšnega stand-up komika, ga pač porineš prepad. Ej, poslušaj ta joke, ne? Simple. Na naslednjem seznamu, o katerem imamo podatke, kje je preživel dopust, pa je minister za gospodarstvo in vodja SD Matjaž Han. Gospodarski minister Matjaž Han ima, kot ne skriva, drugi dom na Hrvaškem na Pagu in dodaja, žal boste rekli nekateri, ampak hkrati priznava, da se tam odlično počuti, saj tja hodi že 50 let. Ker stari koliko, 96? Ampak okej, tudi to ne zveni slabo, kaj se ti pa lahko hudega zgodi na Pagu. Kakšna terasna klapa, to je edin. Ampak spiješ 10 bevant, pa jih ne slišiš več, ti že vse. Si v drugem stanju, v svojem svetu. Zanima nas, kje je dopustoval Matej Tonin. In predsednik Nove Slovenije Matej Tonin v telefonskem pogovoru nam je zatrdil, da si je z družino za nekaj dni vzel čas za morje, obiskali so Izolo, Umag, Vrsar in Brione. Sam pa se je udeležil tudi srečanja švedskih krščanskih demokratov. To je bil očitno cel pasijon, ne pa dopust. Matejev pasijon, čisto sveni na mestu. Pojmo naprej na naslednjega politika oziroma političarko, to je ministrica za kulturo Asta Vrečko. Kam jo je zanesla pot? Po poteh nekdanje Jugoslavije se je odpravila kulturna ministrica Asta Vrečko, ki je obiskala Bosno in Hercegovino, tudi Jajce, kjer je 29. novembra 1943 potekalo drugo zasedanje AVNO-ja. Med drugim je obiskala Nacionalni muzej Bosne in Hercegovine. Kaj ne rečem, Slovence nas vleče na jug, jaz ne vem, kaj je to. Če pa nas ne vleče na jug, pa se odločimo, da gremo križariti, pa za seboj vzamo enega z juga. Ne moramo brez juga. Katastrofa, tako je to. No, en minister pa se je podal v nasprotno smer in sicer proti severozahodu in to z vlakom. Žal posnetka nimamo, imamo pa sliko z njegovega Instagrama. Mislim, da je slikal svoje kosilo na 16-urni poti iz Ljubljane do Bruslja. Dajmo si pogledati. Sam kar odpre usta, ne da? Sendvič s posebej, kako je že, namažemo, zmažemo. Drugače, če da še ne par trojk prej. Ok, zdaj pa slaba novica za vse ljubitelje jumbo plakatov. So vam všeč veliki oglasni panoji na Ukrajinski gori in izrekajo odločen ne. Da onesnažujejo okolje in kvarijo pogled proti naravi, pravijo. Novi občinski odlok tako prepoveduje oglaševanje na kmetijskih zemljiščih. A ste zmešani? Mi smo si državo postavili na jumbo plakatu, zdaj bomo pa prepovedali. Vi ste nori. Jumbo plakati so še edina stvar pri nas, ki deluje. To je bila prva stvar, ki smo jo zasadili, ko smo se začeli gibati proti samostojni Sloveniji. Ne rož, ne dreves, jumbote. A se spomnite? To je bil naš ponos, to je vse, kar imamo. In zdaj še tega, a je res ali ni? To je
vse, kar smo imeli, zdaj še tega konca. Evo. Jaz sem čist ganjen. Jaz sem čist ganjen. Se ni čuden, da gre premijer na ladjo, Han na Pak, Asta v Bosno, a pa še kdo kam šel? Pejte! Pa se nijamo nič več! Še džambote nam bojo vzeli. In ljudje se strinjajo, sem prepričan, da so proti. Moteče ni, ampak samo ker jih preveri, je pa tudi vprašanje. Kmečka stvar, tukaj se še živina gre ven, pa tole gnoji, se bo vzeli s traktorji, se veliko voza. Vprašanje je to sploh vsak pogleda ali pa ne. Ja, se strinjam. Kaj pa pravijo ostali, ki jih kamera ni presenetila? Benga ne vidim. Ne, nič me ne motijo. Hvala lepa. Tudi ne. Motijo me. Ker tudi, če se recimo ljudje vozijo, gledajo tiste plakate, pa ne ve, a bi šel levo, a bi šel desno. Ljubica Džambo je, kam moram, levo ali desno? Naravnost, Marjan. Aha. Mnenja so očitno deljena, ene moti, drugih ne. Ampak ljudje, Džambo plakati so pomembna stvar. Kako bomo pa drugače vedeli, kdaj je akcija v Hoferju? Pa kdaj ima Natalija Vrboten koncert? Pa da SDS zares dela za Slovenijo. Dejte biti pametni pa ustaviti to norost z ukinitvijo Džambo, to preden bo prepozno. Lepo vas prosim. Zdaj moram vas vprašati, kje ste pa vi kaj preživeli prvomajske? Kje? To je pa tako, kot da pišete Republika vzklikne Portorož. V glavnem, v Portorožu, to pa je res naključje. Kaj da smo zmenili. Zanimivo, zato ker ravno iz Portoroža prihaja naša naslednja novička. Danes so v Portorožu pričeli s prenovo javnih sanitarij pri glavni avtobusni postaji. V sklopu prenove bodo v celoti prenovili električne inštalacije, vodovodni sistem, kanalizacijo in namestili bolj sodobno ter kakovostno opremo. Se pravi, vi ste lulali pa kakali še ostale. Dotrajani so, zelo. Se nikdo ne odpadel, ne? Slišim, da so v slabem stanju, ne? Ker me je to pomembno, sanitarije. Vam je pomembno? Seveda je pomembno, ker tako kot je lepo okolje, tako rabiš tudi lepe toaletne prostore, da se v miru urediš, da si tako, kot je potrebno, ne? Da se v miru polulaš, pokakaš. Mogoče tudi podriskaš, če si bil prej v Kitajski. No, upajmo, da bojo nove sanitarije končane, ko pridemo naslednjič v Portorož. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.